V zadnji oddaji skupaj z gosti prikazujemo poti in načine, kako otrokom še pred vstopom v šolo pomagamo pri prepoznavanju in pisanju črk, pri začetnem branju in s tem vstopanju v čudoviti svet zanimivih zgodb. Naša želja je, da se iz te naravne otrokove radovednosti in potrebe po učenju kasneje razvije navdušeni mladi bralec. Poglejmo skupaj, kako igrivo in zanimivo je lahko učenje branja in pisanja za starše in otroke. Družinska pismenost je razmeroma nov termin v naši strokovni praksi, nanaša se pa na različne dejavnosti, ki potekajo v družini in so povezane s pismenostjo. Ena od teh dejavnosti je tudi povezana konkretno s pisanjem, to je spoznavanje črk, spoznavanje tehnike pisanja in branja, ki se pri nas večinoma začne v šoli, to da veliko otrok začne spraševati v domačem okolju ali v vrtcu o tem že pred vstopom v šolo. Dobro je spodbujati ta otrokov interes, ker ga na ta način bolje pripravljamo za učenje branja in pisanja. Ko začne otrok s pisanjem, je seveda pomembno, da ga spodbujamo od samega začetka. Hkrati je pomembno tudi to, da oblikujemo oziroma ustvarimo okolje, ki spodbuja to pisanje. To pomeni, da otrok na eni strani opazuje lahko vas, da včasih kakšno stvar zapišete in da s tem nekaj želite sporočiti drugemu, da razume, kaj je sploh namen pisanja. Po drugi strani seveda čisto preprosto, da ima papir, da ima pisala, da lahko začne sporočanje takrat, ko začuti to potrebo. Običajno pričnejo otroci z zapisovanjem svojega imena in ponavadi to ime ni zapisano niti pravilno. Včasih so črke narobe obrnjene, včasih izpuščajo in zelo pogosto in praviloma izpuščajo posamezne črke in glasove. Ni potrebno, da ga popravljate, kajti to je njegov podpis. Takrat, če ste recimo 3 leta, zmore toliko tistih sposobnosti, da bi otrok lahko že pri 3 letih ali pri 4 letih popolnoma pravilno zapisal svoje ime, otrok še nima razvitih in tudi ni potrebno, da ga urimo v tem pravilnem pisanju. Če vam kot staršem veliko pomeni, da otrok pravilno zapiše svoje ime, potem mu lahko pokažete, kakšen je pravilen zapis, ampak ta otrok ga bo razumel kot sliko. In če bo večkrat šel z vami skozi to sliko, jo opazoval, jo tudi zapisoval, potem bo tudi zapis recimo njegovega imena lahko pravilen, ampak ni pravilen zapis še zdaleč ni najpomembnejši v tem obdobju. En otrok bo pokazal zanimanje za to, da bi neko sled pustil na papirju že zelo zgodaj in bo njegovo risanje zelo kmalu prešlo posnemanje teh znakov, črk, ki jih vidi okrog sebe, pri drugem tega zanimanja ne bo in nič hudega. Tudi če bo otrok začel s pisanjem pri 6-7 letih, bo to popolnoma v redu. Otrok opazuje in če bo videl, da njegovi starši velikokrat vzamejo v roke, da nekaj pišejo, da s tem pisanjem torej nekaj drugemu sporočajo, potem bo spoznal funkcijo in namen tega. In skozi to se v bistvu potem porodi želja, tudi jaz bi rad nekaj sporočil, zato ti bom zapisal in zato ti bom napisal. Zato vzame svinčnik v roke in zapiše in začne zapisovati prve besede. Ko pa začne zapisovati prve besede, je seveda nerealno pričakovati, da bodo te besede zapisane pravilno, niti ni potrebno, niti otrok tega ne zmore. Tako kot mu ne narekujemo hišica se nariše tako in človek se nariše tako, mu tudi ne narekujemo črka se napiše tako in tako. Zelo, zelo dolgo je mogoče otroka pustiti, da piše po svoje, ne v vrstice, ne od črte do črte.
črke, pisavo naj bi srečal igrivo v igri, tako kot vse drugo se bo tudi pisanja lažje naučil v igri, kot pa na nek prisilen način. To, da otrok riše, da piše, pa ni nujno, da piše ravno črke, da ima razvito to fino motoriko, kot pravimo, strokovno, torej to drobno motoriko, da je sposoben napisovati ravne linije, krive, torej poševne linije, krivulje in tako dalje, vse to mu pomaga k lažjemu pisanju. Tisto učenje posameznih črk ni odločilno. Namreč, če ima otrok razvite te grafmotorične sposobnosti in če ima razvite še sposobnosti slušnega razločevanja in slušnega razčlenjevanja, kar pomeni, da zna recimo v besedi, ki jo sliši, poiskati prvi glas, zadnji glas, da sliši, iz katerih glasov se je sestavljena beseda in tako naprej, mu veliko bolj pomaga pri samem opismenjevanju v šoli, kot pa samo naučene črke. Torej, starši lahko pomagamo in najbolje pripravljamo svoje otroke na šolo in na opismenjevanje tako, da z njimi razvijamo te sposobnosti, kako preko igre. To se pravi, da na eni strani recimo opazujemo samo črke, to lahko naredimo mimogrede, ko smo na sprehodu, ko smo v trgovinah, opazujemo te črke, te znake, v čem so si podobne, v čem se razlikujejo, da včasih potem v peskovniku mimogrede in sproti narišemo in napišemo kakšno črko, predvsem pa da otroci veliko rišejo in veliko spontano pišejo tako, kot želijo. Staršem priporočam, da če želijo odgovore na vprašanja v zvezi s tem, kako otroke pripravljati na vstop v šolo in na učenje branja in zlasti pisanja, da se lahko obrnejo na vzgojiteljice v vrtcih, učiteljice v nižjih razredih osnovne šole, knjižničarje in druge strokovnjake v predšolskih ustanovah. Otroci prihajajo s svojimi starši v knjižnico, se srečujejo s knjigo, se srečujejo seveda tudi z branjem, se srečujejo s pisano besedo. Ko listajo po knjigah, ugotovijo, da so v knjigah črke, da so te črke sestavljajo besede, pomene, stavke. In ko odnesejo te knjige domov in ko jih doma prebirajo, jim to zagotovo pomaga pri njihovem skupnem branju, pri njihovem doživljanju literature. Sigurno pa vpliva tudi kasneje na pisanje, na opismenjevanje. Skratka, to je tisto prvo srečevanje s knjigo, ki kasneje lahko prinese in obrodi lepe sadove. Torej, nekateri starši težje pridejo iz različnih razlogov, težje pridejo v knjižnico in si potem težje izposodijo vso to gradivo in pa doživijo vso to raznoliko ponudbo, ki jo knjižnica nudi svojim obiskovalcem. Mi bi jih radi v knjižnici nagovorili, da naj vendarle premagajo ta strah, da naj vstopijo v knjižnico, kajti vstopili bojo v en tak prijeten prostor s knjigami, ker se dogajajo različne zelo prijetne stvari za otroke in pa za starše. In naša želja je, da bi potem doma v krogu družine to tudi nadaljevali, da bi skupaj brali, da bi skupaj ustvarjali ob knjigi in da bi te občutke, ki so jih prinesli domov iz knjižnice, potem še nadgrajevali tudi doma. Pomembno je, da znajo šolarji čim prej pisati, zato da lahko potem berejo pa več vejo. Najprej sem se pa naučila kakšen to, pa povedati sem znala ABC, da samo brez teja. Najraje pišem veliki pisani L. Ta zvezek imam zato, da noter pišem, ko vadam črke, pa ko vadam stavke za šolo. Vsega začetka že od nič naprej pojemo. Iz tega se je potem razvilo to, da smo risali. Črke smo izrezovali, smo jih sestavljali. Najbolj nas pa zadnje čase veseli, da črke vlivamo iz mavca
in jih potem barvamo, sestavljamo besede, največkrat imena za kakšne rojstne dneve, zavijemo darilo in napišemo s temi črkami ime slavljenca. Tako, to počnemo.